Čau, dragi moji, kje ste, kako ste, Alien, mama z vami, Alenka Trogarlič, kakor hočete, imam občutek, da tega nisem rekla že tako pol leta. To možno, zaradi tega, ker vedno zdaj začnem brati scary uvod. V glavnem živijo, danes je malo drugačen video in ful sem excited. Zaradi tega, ker čisto iskrena bom. Ker se mi začne nalagati true crime, se mi začne kdaj že malo blest in nobeden več mi ne izsopa, da bi rekla, tega nujno hočem pokriti, nujno ga hočem povedati. Če jih je preč naenkrat zgubiš un feeling in rabim pauzo. Tako da danes je še zmer absolutno scary video, kada bi gledali sam še tisti najbolj pik del vsakega videa, ki se najbolj grozna stvar zgodi, honestly. Ker danes bomo govorili o najbolj bizarnih smrtih ever, 10 jih bo. 10 jih bo, ta zadnja je najbolj crazy, tako da počak do konca. Ta stil videa smo že delali v preteklosti, ne vem zakaj govorimo o množini. Jaz sem ga delala, mislim, da že dvakrat, iskreno. Vem, da se grozno sliši, da me to zabava, pač teh ljudi ni več med nami, tako da vsaj še zanimivo je povedati, kaj se je zgodilo. Zaradi tega, ker enkrat je bilo dobesedno, da je na nekoga krava padla. Pač v videu vam to tudi, če boste šli za nazaj gledati, tako. Krava je prišla po travniku in je šla streha direktno iz travenka pač na hišo in je šla krava gor in je potem padla čez streho dol na človeka. En je umrl v savni, en je umrl, ko ščurke jedo. V glavnem, danes gremo na 10 novih bizarnih smrti in preden gremo na to, da si mečkam spočijete, si pogledajte tukaj na videu nove kolekcije z Jim Beama. Eno imam zdaj oblečeno, ker honest to God je tok cozy in lepa. Jaz sem čisto, sploh ne vem niti, je to siva, je vijolično siva, ne vem, I'm in love. V glavnem, 2 do 3 nove kolekcije so, v glavnem, skozi so nove stvari. 5 počekirati, vedno imaš kodo Alenka 5. Če vzameš kaj s kodo Alenko 5, pa ne bo to te energy, ali pa hrana, ali pa proteini, ali pa outfiti. Prispevaš tudi 95% provizije dobim, tako da podpiraš mene in ta kanal. Hvala 100-krat tismo, ka to uporab. Zdaj gremo pa v ta video. Prvi primer. Smrt odvetnika Gary Hoya. Gary Hoy je bil ta človek. On je res ironično umrl. Bil je odvetnik, tako, po mojem poln samega sebe, pa tudi poln denarja in je v taki veliki, visoki stekleni stolpnici delal, tako kot vsak spodoben ta prav odvetnik. In je včasih so prišli v to podjetje jih pogledati ali pa se učiti ali pa na prakso mladi študenti. In on je res hotel pokazati, v kakšni izjemni stavbi oni živijo in ne vem, zakaj se s tem sploh ukvarjal, odvetnik si, ukvarjaj se z odvetniškimi posli in rešuj ljudi ali pač bod na strani pravice ali whatever the hell. On je hotel pokazati vedno, vsakič, ko so novi ljudje prišli v to stavbo, koliko so stekla močna. In kako je to pokazal, verjetno se že predstavljate, kaj ta zgodba gre. Ne tako, da bi, ne vem, skladben gor potolku ali pa vrgel nekaj v to steklo, ne. On je vzel zalet in se je šel zabiti v to steklo. Valjda steklo, ki je bila šipa, ki je potem lahko sam še zatem prepad dol na tla, na beton, ker je bilo sredi mesta. Kaj se je zgodilo? On je absolutno dokazal svojo teorijo še 100-tič, ker je baje to res vedno počel. Dokazal je, steklo se ni razbilo. Se je pa staknilo, neko se je prvič zaletel vanga, ampak se je drugič zaletel vanga v istem dnevu, da dokaže do konca, je pač steklo skočilo ven, skup z njemu, na tla, v smrt. Umrl je praktično instantno, tako da ni bilo niti reševalcev in reševanja, je pa zelo, mislim, se ne vem, a je to smešno, lahko rečem, da je smešno, malo je smešno, no, what the ok. Drugič, za to smrt eni mogoče veste. Gre za smrt Steva Irwina. Zdaj ne vem, koliko Slovenci to poznamo in koliko Slovenci to spremljamo, ker to je ameriška stvar. Crocodile Hunter. To je pri njih bila ful uspešna, slavna TV serija. Govori o temu Stevu Irwinu, ki je pač basically krotitelj najbolj divjih živali. On je polkal s palcem v vse najbolj bizarne živali, ki se jih mi vsi normalni ljudje bojimo. Torej krokodili, kače itd. Je bil pa kot karakter ekstremen optimist, tak priljubljen, tak srečko, happy. Ljudje so bili dejansko žalostni, ko je on umrl, ker je baje prinesel ful sreče, veselja, optimizma in sonca. In ja, dejansko tak dober vibe podaja. Bil je tudi poročen, fun fact o njemu je to, da ko se je poročil isti dan, takoj po poroki z njegovo ženo sta bila oba isto crazy in sta šla takoj loviti krokodila, kot honeymoon basically. Drugi fun fact je to, da je podedoval 100 krokodilov, že ko je bil majhen, ko je bil 9 let star, je imel svojega pitona in je kup krokodilov, ko je bil 9 let star, je tudi prvega krokodila ujel. Ne, zmodila sem se, pri 6 letih je imel svojega pitona.
Torej, kaj se mu je pa zgodilo? Snemali so nek dokumentarc o stingrayih, oziroma dajte mi pomagati, ko se tle pri nas tem reče. Ker je po mojem ful različnih, torej če rečem skat, po mojem ni to tak je strupen. Eni so, ChatGPT mi je rekel, da se ne bi mu rekel raja v slovenščini, stingrayu. Torej, temu skatu z repom, ki je sicer strupen, ampak so popolnoma neškodljivi, nikoli ne bi nič naredili človeku, ampak v primeru Steva Irwina je bil problem, da je on plaval nad njemu z masko in je dol metal senco. Ta senca je očitno temu skatu izgledala kot njegov največji sovražnik, neke vrste morski pes, in je potem avtomatično ta skat se zaščitil, se je hotel zaščititi in je s tem svojemu špičastemu repom, ki je pa strupen, prebodel Steva Irwina, direkt čez srce. Zdaj, zanimiv ta primer je zaradi tega, ker je ironično pač itak je umrl, ki je delal stvari, ki jih imel najrajši s temi živalmi, ki jih je oboževal, zaljubljen je bil v njih. Po drugi strani pa to, kaj je on tudi rekel, da bo ful razočaran, če njegova smrt ne bo posneta na kameri. Očitno je vedel, da bo umrl na tak način in je tudi bila posneta na kameri, tako od A do Ž. Vse je bilo posneto, jasno, kaj se je zgodilo, ni bil sam, itak so snemali dokumentarc. Še ena zanimiva stvar je bila, preden je on umrl, je naredil en tak čustven govor vsem tem njegovim v ekipi Crocodile Hunterja itd., kjer jih je tako čuden nagovarjal, tako globoko, tako prav izstopal je ta njegov govor, se jim je zahvaljeval in jih bodril in je res tak vibe bil, kot da se poslavlja, kot da bi vedel mogoče, da bo izgubil življenje. To eni pač izpostavljajo, just a fun fact. Gremo na tretjo smrt. Ta vam bo predvsem zanimiva, mogoče ni toliko bizarna, kakor zanimiva, ker se je zgodila tle pri Splitu. Zaradi tega sem jo noter dala. Potapljaška nesreča / jamarska nesreča, oboje skup, pa še polnoč je bilo, ampak ja, zgodila se je leta 2002 Miroslavu Kuklišu. To je bil potapljač, očitno zelo srčen in zagret, ker se je odločil, da bo šel na ta potop. Jama se je imenovala Poganica in on je šel po noč se potapljati. In to sam. Meni je to že po defaultu why are you doing this? Ampak okej. To morajo biti res zaljubljeni v to, kar delajo. In je šel, imel s sabo tisti potapljaški računalnik, pa za 15-litrsko jeklenko. Zdaj, če kdo ve, za koliko časa je to, komentirajte, ker jaz sem to informacijo pozabila zapisati. Torej, potapljal se je tam zraven Šolte, eni ste mogoče tam že bili, jaz ne, in je hotel to jamo, ki je načeloma mu bila znana, šel že večkrat, imel je celo ustaljeno pot in je očitno zavil v eno izmed lukenj ali predorov, ki je na prvi pogled izgledala safe in bistra in jasna in izgledala vabljivo in je šel tja, očitno prvič in tudi narobe, zato ker ko je on tja noter zaplaval, je s plavutkami dvignil tiste take rahle usedline in so takoj zameglile vse. Očitno tudi za dolg časa, ker ko enkrat to dvigneš v zrak, itak ne vidiš več nič in boš še 100-krat to dvignil v zrak in basically, če mene vprašaš, nisem potapljač, ampak po moje se to ne uleže nikoli več. Ne moreš biti pa pri miru in čakati na čudež, ker nimaš časa. Ta zgodba gre še naprej, ne bom se ukvarjala toliko s to drugo stvarjo, ker potem pride reševanje in med tem reševanjem sta šla noter najprej 2 potapljača. Od tega je izgubil življenje še eden, ker je zapaničaril in tisti drug kolega je tudi zapaničaril, zbežal ven in je saj prišel na površje, drug pa ne. Imeli so še upanje, da je mogoče zašel nekaj, kjer je air bubble, tako zračni mehurček in je mogoče še nekaj živ, ker zraka definitivno v jeklenki ni imel dost. Potem so našli oba, najprej tega prvega, potem pa še Miroslava Kukliša, katerega so v prvi vrsti sploh šli iskat in so ga najdel z nožem v prsih. In za kratek čas se je ta primer spremenil tukaj zraven nas na Hrvaškem pri Splitu v crime scene. Dejansko so raziskovali zločina, nekdo ga je ubil, dokler niso pa na koncu forenziki ugotovili, da v bistvu je bil samomor. Torej, ko ugotoviš, da ne boš prišel ven, da nimaš pojma, kje si, da si sam, da si v strahu in ja, v bistvu je šlo za samomor, a to pa sploh je bizarna smrt. V glavnem, ta primer sem vam hotela povedati. Ta naslednja smrt je res bizarna, zdaj je bilo strah, da ne snema. Četrti primer, Adelir Antonio de Carli, 2008, Brazilija. A poznate se v srednji, tisti, ki ste že, ali pa tisti, ki ste že bliž zdavnej, ste obravnavali Dedala pa Ikarja. Mislim, da sta bila letalca in sta šla previsoko k soncu. Mislim, da je Ikar hotel više, ker je bil sin od Dedala. To zdaj dobesedno z glave govorim. Tako da, če kaj narobe govorim, me spomnite. Ta primer me spominja na tega. Hotel je previsok in preveč, točen ta duhovnik Adelir. On je bil brazilsko-katoliški duhovnik
iz Brazilije in leta 2008 je on hotel podreti rekord v tem, koliko časa bo v zraku, zdaj ne vem, a z baloni, a z balonom, ampak on si zamislil to, da bo nase navezal 1000 helijevih balonov. Imagine that. What could go wrong? Mislim, tega pa jaz v lifeu ne bi naredila. Pa ne, da si samo usedel tja na te balone, potem da so ga odnesli, imel in pač neko aluminijasto outfit, zato me to tudi spominja, kad zaščita pred soncem, a ne? Zato me to tudi spominja na Dejda Fajkarja, ki se je zaščitil in potem je imel tudi tako vodoodporno obleko gor istočasno, da če pade v vodo, da spet je nekaj časa tam safe, itd. itd. Po 8 urah so ga absolutno zgubili. Lahko si predstavljate, da so ga pač sledili in so ga imeli ves čas logično na očeh, ampak kar naenkrat ga niso najdeli več niti helikopterji, letala, noben od tal gor, noben več ga ni videl. Najdeli so ga čez 11 tednov na obali Brazilije, pač plavati, samo še njegovo truplo, ne plavati. Truplo so našli. Ironično je, ker je on zbiral sredstva s tem, plus upal, da bo podaril rekord, ampak vse, kar se je zgodilo, je to, da je padel dol v vodo v svojo smrt. Jej. 5. primer. To ne boste mogli verjeti, da se je zgodilo, ampak se je. Bogi krokodil v tej zgodbi in sicer Filair let L410. Letalo, ki ga je strmoglavil krokodil leta 2010 Kongo. Na tem letalu je bilo vse skupaj nekih 20 ljudi in očitno krokodil. Tega krokodila so tihotapili. In tihotapili so ga v duffel bagu, v bistvu, pri nas bi rekel, kva ta športna torba, gym torba. Noter so ga imeli, so ga hoteli pretihotapiti ne vem kam naprej, ampak je v misli pobegnil ven. In zaradi vse splošne panike, ki je nastala, na letalu je nastal stampedo in ljudje so panično valjda tekli preč od tega krokodila, ki je bil velik, by the way, in letalo je absolutno zaradi toliko teže, ki je šla na napačno stran in ni bila več razporejena, čisto izgubil totalno kontrolo in strmoglavil. Crazy je, da v bistvu je samo ena ženska preživela in kdo še? Krokodil. Druga trupla so ležala dobesedno po tleh, raztreščena, vse je bilo obupno. In še ta krokodil potem so prišli neki divji lovci ali ne vem kdo in so ga z mačetom takoj ubili. Kada je revež kaj kriv, sorry, čist nič ni bil kriv. V glavnem, bizarno. To ni sploh enojna smrt, to je 20-kratna smrt. 6. primer je majčkeno bolj kratek, ampak tako, ne moreš si misliti, kjer vsakdanji predmet ti bo na koncu vzel življenje. A se spomnite Lava Lamp? Zame je to tako največja nostalgija, ker sem milenijski otrok 92. rojena in smo to vsi imeli doma, ali pa hotel imeti, tako Kapučija, ali pa Furbija, ali pa... Oh my god. Nostalgija. V glavnem, Lava Lamp je tista lučka, ki tako blob gre skozi gor pa dol. In on je očitno to gledal, opazoval, bilo je leta 2004 v ZDA in je on gledal ta blob in se je odločil, da ta blob gre za enega malo prepočas. Kaj lahko naredimo, da ga pospešimo? Da ne boste slučajno probali tega, zdaj veste, da tega ne probati, ampak je dal na štedilnik, a vročina take stvari, to kemikalijo noter pospeši. In jo tudi je, za kratek čas, ta blob ga je zabaval pa 5 minut očitno, dokler ni cela Lava Lamp eksplodirala. In delček tega Lava Lampa je priletel njemu direktno čez srce, ga ubil skoraj instantno in ja. Jej. 7. primer. Aurora Genaj Šefel je bila 14-letna dekalica. Njo so opisovali kot istočasno geekec, kot full smart, geeky in po drugi strani še navijačica, taka družbena, cute, fun. Ona je bila iz Oregona in tudi učenka North Eugene High School šole. In če pogledaš to obalo Oregona, kjer se je ona ob smrti nahajala, je toliko bizarno lepo. Kaj da bi en narisal, kaj da bi se nekdo zmislil. Tako, skale ven štrlijo, pa mivka povsod, pa una nizka voda, full dolg. In so šle punce tja pohengat in ura je bila nekje 4 popoldne, one so se tam hengale, zabavale, družile, smejale in ona je, predstavljala si jo še vedno na obali, ni šla niti v vodo, ampak lahko se zgodi ena stvar, ki se ji reče sneaker wave, kao sneaky valovi. Si lahko že predstavljate, kaj to je. Ona je stala na enem hlodu. In a veste uni valovi, ki pridajo, ko kdaj gledate, pa se zajebavate iz, ne vem, hudih bejb na plaži, ki jih tako 5-krat val zbije na tla. Pač ona je načeloma okej, ampak ne more se pobrati na noge. No, to se je zgodilo tukaj. Aurora je stala na tem hlodu, dokler ni prišel en tak sneaker wave, ko Bog ve, kaj ga sprošča, neka ladja ali ne vem kaj, I don't know. In je ta hlod jo najprej zbil dol, potem pa se je valjda zapeljal čez njo.
skup z valom, ne, takrat je pač že voda tudi prišla in ta stvar se ne neha. Pač te sneaker wavev jih je naenkrat več, ne, in preprost, ne samo da ona ni mogla na noge se pobrati, tudi ta hlod je ves čas čez njo šel gor dol. Toliko časa, da je imela ogromno poškodb in predstavljaj si, tam so njene prijateljice, mimoidoči, vsi so pomagali in niso mogli nič, ker je toliko sneaky in agresiven ta val, skozi gor dol te rola, pač bizarno. In je tudi potem na urgenci izgubila življenje. Tako da to je bizarno, ti valovi so lahko res shitty. Imamo še 3 primere in mislim, da je tale 8. iskreno najbolj banalen, tako ki si ne moreš misliti, kaj vse se zgodi. Victoria Strauss, ful lepa ženska, lepa, vibrant, vesela babe, je bila profesionalna plesalka, res huda bejba. Se pa zgodi to v Columbusu, Ohio. In ona je nič hudega sluteča. Šla s svojim avtomobilom ven iz garaže, pač parkirna garaža, tega je pri nas dost. In zgodilo se je nekaj, kar se zgodi nam skoraj vsakič drugič, ker pač ne upaš dosti blizu zapeljati in se steguješ tam s kartico, je hotela pač plačati na tisti mašini iz avta ven, ne, in se steguješ in je ne kartica padla dol. Tako, okej, shit, ajde, odpremo vrata, se stegnila dol in očitno ta avto takrat je bil na nekem naklonu, plus ni dala ročne ali je pa celo z nogo še dodatno pritisnila na gas. Ne vem točen. Vse to je na CCTV, vse je posnet. Oni točno vejo, kaj se je zgodilo in valjda, vrata in avto so se zabili v tisto mašino, kjer kupuješ, kjer vstavljaš kartico in so jo stisnili. Tako da v bistvu je prišlo do dušenja, to je ena stvar. Druga stvar pa je, ki jo je dejansko ubila, je bila pa blunt trauma to head, torej udarec v glavo. Meni je najbolj grozno to, poleg tega, da jo je ta avto stisnil v vrata in vse, da so jo najdel šele zjutraj. Če je šla ona zvečer ven in so najdel šele zjutraj, koliko je bila to mrtva garaža, kje so bili ljudje, kje je bil kdorkoli, kdo je sploh počekiral ta posnetek, ne vem, da niti po noč niso tega opazili. Zjutraj so jo šele najdel, ker je bilo už davno prepozno za njo. Je pa tudi grozljiv primer, ker ne veš, koliko časa se je borila za življenje. Ne vem, a je tisto udarec kuj ubil ali kdaj, ne vem, gledam groza. 9. primer. Bom ga imenovala za najbolj ironičnega, ker bomo govorili o smrti lastnika Segwaya. Eni to mogoče že veste, jaz nisem. Jimmy Heselden je bil lastnik Segwaya. Je bil, ker ga ni več med nami, ker je pač imel to nesrečo, ki bom zdaj povedala in očitno je dejansko uporabljal Segway. That's a plus. Zdaj, če vam povem, da je bil milijarder, bo verjetno full minus pik, ker ljudje jih res namarajo, I get it. In je bil na enem full lep modelu Velike Britanije, na Segwayu in se je fural in očitno je bil tam nek klif, reč full lepo, vse zeleno, sprehajalna pot, beautiful. Očitno je bil zelo suveren v tem, pa takrat tudi ni bil več mlad človek, mislim, da je bil kar nekaj čez 60 star, močnejši gospod. In je tam srečal enega pešca in ta pešec je imel tudi psa na povodcu. In ker je bil vljuden, se mu je umaknil, ampak preveč pogumno. Ker tam se je on pomaknil, očitno šel majčkeno preveč desno in je zgrmel dol čez klif. Dol je padel na tako pohodno pot. Meni sploh ne deluje tako visok klif, baluno, da ga je padec na koncu še zmeraj ubil, pa tudi ne enče instantno. Ja, torej, he died doing what he loved, I guess, saj neki. In pa še zadnji 10. primer Akbarja Selubirota, gremo v Indonezijo. On pa ne bi bil star, good question, nekje sem videla, da 25, nekje sem videla, da 23, mlad fant, skratka. Pa tudi počel ni nič zares nevarenega. Tam v Indoneziji on samo bil nabiralec sadja, tako kot ogromno ljudi v tej njegovi skupnosti, v njegovi vasi. Enega dne je skupaj čist vsak dan do večera, skoraj pozno v noči nabiral te sadeže, prišlo je do točke, ki ni več videl niti, je to sadež ali drevo in je rekel, da mora počasi dam in je začel pakirati in se odpravil domov. Naslednja stvar je njegov sosed, ki je spal bliz njega tam v eni hiši, slišal ene zvoke. Slišal je tako čudno momljanje, vpitje, krike, nekaj, kar ni znal niti razbrati, ali je žival ali človek. In je rekel, ok, whatever, pogledal ven, nič ni videl, tudi ni več nič slišal in je rekel, ok, grem spat. Naslednji dan je drug njegov sosed, se pravi, ti skupnosti se mi zdi, da so tam ful bolj povezane, itak delajo skupaj, družijo se skupaj itd. In je nabiral sadje tam, ker ga je pač tudi Akbar prej z njemu in sta se srečevala, videvala in se je odločil, da bo šel domov k Akbarju preveriti, če je vse ok, ker ga ni videl tam. Ponovadi, ker sta se srečevala in se družila in pogovarjala in nabirala. In ko je prišel k njemu domov, je videl, da tam niti ni stvari, ki jih on uporablja za pač nabiranje tega sadja. Ni bilo onega vozička, pa to je bil njemu ful pri srcu,
in ga ne bi kar nekaj pustil. Ni bilo pa niti Akbar je doma, tako da je rekel, ok, edina logika je, da tam nekje vzun nabiram, pa kam hudiča je šel, da se nisva videla. Ker enkrat so sprožili akcijo, cela vas ga je šla iskat. In iskali so ga in nič, nobene sledi, pač ful je bilo čudo, ni ga bilo doma in ni ga bilo tam, kjer je delal, ker sta bile dve edine lokacije, kjer se je on nahajal. In so pa videli neke rdeče jagode na tleh. In so rekli, ok, to zgleda, da je nekdo v naglici spustil, nekaj se je zgodilo in je spustil. No, kaj se mu je zgodilo? In še kar nekaj časa so ga iskali. Preden so ga najdeli, je nekaj dni minil, in potem so bliz njegove hiše najdeli ogromnega pitona, ki se je težko premikal, ker je imel toliko ogromen trebuh. Toliko ogromen trebuh, v nenavadni obliki, mogoče potencialno človeka, da jih je začel skrbeti, kaj če je to. Zakaj prej niso na to pomislili, je to, da je to dobesedno prva zapisana taka smrt v zgodovini. Tako bom rekla, zapisana, da mi vemo, da je javno, da je pač straight up kača pojedla celega človeka. In tudi oni kriki prej očitno so bili on, ki se je še boril za življenje, kar je ful grozljivo. In so to kačo tudi odprli. Te slike so online, jaz jih tukaj ne moram uporabljati, ker mi bo banali cel video, niti ni spodobno. In noter je dobesedno cel neprebavljen Akbar. Mene prav zanima, ta kača to prebavlja ali bi umrla, ne vem. Skratka, kača je tako umrla, ker so jo prerezali na pol. In ja, I guess, new fear unlocked ali neki. Smešenek smo vsi mislili pri teh filmih o pitonih in anakondah, da kače non-stop pijejo ljudi, ampak it's not the case pač. Tudi jaz nisem videla, da je to prvi tako uraden primer. Skratka, dragi moji, to je to za ta video. Upam, da ste se imeli fajn, polajkajte, naročite se, komentirajte kaj, it means a lot. Absolutno naročite si kaj s kodo Alenka 5 na Jimby Mooch, kaj rabite seveda. Drugače pa Alien Mama Out se gledamo v naslednjem videu, po vsej verjetnosti naslednjem petek.